Veselite se v Gospodu, vedno se veselite, Gospod je blizu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. To je dan, ki ga je naredil Gospod. To je dan, ki ga je za našo župnijo Marije Vnebovzete pozlatil novoimenovani kardinal slovenskih korenin, ki je že kot tretji kardinal za kardinalom Francem Rodetom in Alojzijem Ambrožičem izhaja iz argentinske povojne emigracije, ki nosi pečat izseljenske veje našega narodnega telesa. Z največjim spoštovanjem in ponosom pozdravljam med nami kardinala Vinka Bokaliča Igliča s prisrčno dobrodošlico, občudovanja in hvaležnosti. Kdo je novo umeščeni kardinal Vinko Bokalič? To je narodni čudež argentinskega slovenstva. Je zgodba iz tragične polpretekle zgodovine nezaceljenih in nerazumljivih vrtincev zgodovine, že v rodovih druge in tretje generacije beguncev. Živa priča intelektualne in duhovne moči slovenskih duhovnikov, ki so iz vrelca Božje besede v vseh prelomih človeške zgodovine bili narodu prvi učitelji, prvi nosilci knjižne materinščine, prvi glasniki socialne pravičnosti, oblikovalci celovite duhovne podobe, vedno glasniki svojega ljudstva in zemskega boja za narodni obstoj. Vse do našega najvišjega vzpona ob koncu prejšnjega stoletja, do milostnega nasmeha zgodovine, svoje lastne države. Vaša mati, Pavla Iglič, doma s Prevoj, in oče Vinko Bokalič iz Mengša sta prehodila usodo nepredstavljive ceste strahot, ko sta ob koncu svetovne morije s tisoči in tisoči slovenskih rodoljubov bežala preko meje in pristala v avstrijskem taborišču Špital. Tam sta se poročila in po zapletenih, negotovih poteh našla zavetje med narodno zavednimi, katoliškimi in neskončno iznajdljivimi rojaki v argentinskem podeželju, v njihovi novonastali slovenski vasi, ki je postala slovenska gospodarska, kulturna in duhovna celica. Tam so si v čvrsti medsebojni povezanosti zgradili svoje nove domove, slovensko šolo, športno igrišče in svojo cerkev, duhovno Božje varstvo. To je bil tisti humus, kot pravite, ki vas je oblikoval in z Božjo pomočjo vodil vse do današnje posvetitve. Ste osebnost z Božjim namenom poslana preko tesnega sodelavca Bergoglija, danes papeža Frančiška. Z njim je katoliška cerkev postala blizu vsem ljudem, z očetovsko ljubečo roko za vse ponižene in razžaljene, na človeškem obrobju potrebne Božjega odrešenja. Tako vam je papež pripravljal bleščečo pot Božjega navdiha za razglasitev novega slovenskega kardinala. Z vašim izbranim duhovniškim vodilom, ki se glasi: Bog me je poslal, da ubogim oznanjam evangelij. Čeprav rojeni v deželi pod Južnim križem, ste v krščanski družini ljubezen do domovine svojih staršev skupaj z brati in sestrami črpali tudi iz njihovih domotožnih spominov, ki ste jih srkali v mehki slovenski govorici, v tankočutnih niansah te najdragocenejše družinske svetinje.
Tako so vas navdihovali svetle podobe slovenskega raja pod Triglavom, ki so se srčnimi nitmi poglabljali ob obiskih še živečih sorodnikov. Tako ste stali in obstali vzor narodne zavesti in istovetnosti nam v matični Sloveniji, katere razmere gotovo dobro poznate. V duhu smo z vami, ko črpate moč iz domačih korenin, iz poštene narave naših ljudi, s katerimi premagujemo nihilizem in ideološko zmedo novega tisočletja z duhovno močjo za isti cilj. Ker premore tudi današnji dekadentni čas klene Slovence, se s prihajajočim letom kot letom novega upanja ne bojimo in trdno stojimo na braniku za krščanski slovenski obstoj. Radi prihajate v Slovenijo med svoje sorodnike. Streljaj od tam, kjer je stala rojstna hiša vaše matere, zdaj stoji velik križ. Postaviti ga je dal vaš stric Rafael v zahvalo za srečno vrnitev v domovino, ko si je rešil življenje le z majhno strelsko rano. Naj vaša blagoslovitev tega krščanskega znamenja na pragu novega tisočletja obvaruje našo župnijo Marije Vnebovzete, kjer ste že v letu 2010 darovali sveto mašo. Danes se vam, spoštovani kardinal, v imenu faranov in celotne skupnosti zahvaljujemo za to pripadnost, za vašo pogumno, prehojeno pot kot živo plamenico Kristusovega pričevalca v tem nevarnem času. Prinašate nam Božji blagoslov v adventna pričakovanja, ko je človek lačen smisla in notranjega miru. Naj vam, naš dragi rojak, ob tretji prižgani lučki na našem skupnem adventnem venčku, ko v tihem pričakovanju božične luči iščemo betlehemsko zvezdo, iskreno voščimo s pesnikom Getejem. Če kdaj se nocoj zazrem v nebo, če kdaj nocoj pogledam zvezde, če kdaj nocoj z menoj je Bog. Bog z vami, naš kardinal Vinko Bokalič. Bueno, ahora me toca a mí a darle la bienvenida a usted, su eminencia, querido Vinco, y a todos sus familiares, sus amigos que vinieron como hinchada a este lugar donde empezó todo, a la parroquia donde nació, creció, soñó, rezó su mamá y se tuvo que ir, y tantos años después viene acá a saludar a nuestra Virgen, un cardenal. Estamos muy contentos. Es un honor para nosotros, para toda la gente acá. Estamos muy contentos de poder saludarlos también a todos los amigos, a familiares que vinieron con usted de Argentina. Dios nos lleva por caminos que nunca vamos a llegar a entender del todo. Y estamos muy agradecidos que le dijo a esos caminos sí. Y nos da un ejemplo, cómo decirle a Dios siempre sí. Y nos lleva a caminos que nos llevan a cosas muy hermosas, muy grandes, también como esta fiesta. Así que un honor, muy agradecido de estar acá todos ustedes y con nosotros, y bienvenido entre nosotros. Brati in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre,
Priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto levico. In tudi vas, prosite za me Boga. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Bog nas, Oče, Tvoje ljudstvo se živo vero pripravlja na praznovanje rojstva Tvojega Sina. Naj doživimo veselje teh velikih skrivnosti, ter jih slovesno in radostno obhajamo. Po našem Gospodu Jezusu Kristu, Tvojem Sinu, ki s Teboj ob čestvu Svetega Duha živi in kraluje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Sofanija. Uriskaj, hči Sionska, vzklikaj Izrael. Veseli in raduj se iz vsega srca, hči Jeruzalemska. Gospod te je rešil obsodbe, odbranil je tvoje sovražnike. Izraelov kralj, Gospod je v tvoji sredi, ne boš se več bala hudega. Tisti dan bodo rekli prestolnici Jeruzalem, ne boj se, Sion, naj ti roke ne omahujejo. Gospod, tvoj Bog je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj. Veseli nad se na teboj v radosti, nemi v tvoji ljubezni, uriska na teboj v prepevanju. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Filipijanom. Bratje in sestre, veselite se v Gospodu zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo ter zahvaljevanjem. In Božji mir, ki ga presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so množice spraševale Janeza, kaj naj storimo. Odgovarjal jim je, kdor ima dve suknji, naj odeli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori prav tako. Tudi cestninarji so se prišli krstiti in so mu rekli, učitelj, kaj naj storimo. Odvrnil jim je, ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano. Spraševali so ga tudi vojaki, in mi kaj naj storimo. Rekel jim je, nikomur ne grozite, nikogar ne izsiljujte, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo. Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu si spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez sem odgovoril. Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal. On vas bo krstil svetim duhom in ognjem, velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito svojo kaščo, pleve pa se žgal z neugasljivim ognjem. Tako je torej Janez
še z mnogimi drugimi opomini oznanja ljudem evangelij. To je Kristusov evangelij. Spoštovani eminenca, primas Argentine, nadškofije Santiago del Estera, nadškof monsignor Vinko Bokalič. Ko so se takole včeraj pogovarjala, potem je pravi, da naj ga ne pozdravljam tako. A hkrati dobrodošel v tej naši sredi skupaj s tajnikom Kristjanom in generalnim vikarjem Raulo, svojim bratom, duhovnikom Jožitom. Dobrodošli vsi duhovniki in hkrati tudi brat Janez in Miha s svojimi bližnjimi, domačimi, vsi sorodniki po mamini, Pavlini in Vinkotovi, očetovi strani Bokaličevih, Igličevih. Vsi sorodniki, brati in sestre, dobrodošli in hkrati, dragi brdski farani in tudi vsi, ki prihajate v to našo sredo, tudi iz zamejstva in hkrati izseljenstva, ker ste povezani s kardinalom Vinkom. Prerok Sofonija danes kliče in pravi, veselite se in predvsem nam prenaša na to tretjo adventno nedeljo nekaj tudi, kar pravi apostol Pavel v drugem, vedno se veselite. Razlogi za to veselje in to veliko upanje so prav gotovo za nas vse tudi povezani tudi s dragim Vinkom, kardinalom naših korenin in nazadnje lahko rečemo tudi naše krvi. Ali tukaj v cerkvi, materni cerkvi njegove matere Pavle, ki je tukaj prihajala k sveti maši. Seveda so te besede veselja hkrati tudi nekaj, kar osrečuje ljudi, kar osrečuje nas vse. In samo tisti človek, ki nosi v sebi ta Božji mir in tudi to srečo in to potrditev, da nas Bog blagoslavlja, samo srečen človek lahko to srečo deli tudi z drugim. Drugače to ne gre. To temeljno poslanstvo Janeza Krstnika, pripraviti pot do tega, da bodo ljudje sprejeli in potrdili vero v Jezusa Kristusa. Ko sprejme evangelij, še ne pomeni, da bomo od sedaj naprej bolj dobri ljudje. Vinko, kot je izbral si za škofovsko vodilo, da je poslan, da prinese evangelij vsem ubogim, njim tako kar nevede izbral. Kot sem dejal, ne samo, da sprejmem evangelij, kot Janez Krstnik danes najprej pravi, da je potrebno s dobrimi deli, z odprtostjo do ljudi, z odpuščanjem,
prinašati v svoje okolje to, kar človek potrebuje. Potrebuje Kristusa, ki mu pri vsem tem tudi pomaga. In našemu dragemu kardinalu Vinku ni lahko v nadškofiji Santiago del Estera na severu Argentine to storiti. Rad bi, ampak ima v nadškofiji 35 duhovnikov na območju za področja 4 Slovenij. 35 duhovnikov. In kot sam pravi pogosto, je njegovo vodilo in njegova metoda biti z ljudmi. Biti z ljudmi, ki ga potrebujejo in ki potrebujejo evangelija, ki potrebujejo vzpodbude, ki potrebujejo veselja, ki potrebujejo odrešenosti, zato, da bodo lažje in z večjim srcem prinašali v svoje okolje to, kar so od Boga tudi prijeli. Nedvomno, mi potrebujemo moči evangelija, da bomo to vero, ki jo prepoznavamo, ki nas nagovarja, ki nas vzpodbuja, vedno prinašali v okolje, v katerem nam je podarjeno tudi živeti. Janez Krstnik nikomor ni rekel, ste prepoznali v današnjem evangeliju, da naj zapusti ne vojak, ne delavec, naj zapusti tam, kjer je. Samo eno naroča. Bodite pristni, bodite srčni, bodite pošteni, tam, kjer živite. In potem pravi, to bo tisto izhodišče, da boste lahko umestili evangelij in vas bo Jezus nagovoril in boste prepoznali, da ste obdarjeni z vsem tem, kar tudi delate in tudi živite. In ko te enkrat zagrabi, ko se te enkrat dotakne ta živa beseda Jezus Kristus, nikakor ne moreš biti več pri miru in se povprašuješ, kaj naj storim. In jaz verjamem, da se je tudi Vinko spraševal, povedal bom, kako se je zgodilo njegovo imenovanje, kar je on meni povedal. Bil je zjutraj pri zajtrku in zazvoni telefon iz druge dežele in ni bil z Rima, ni bil od papeža in mu pravi, pozdravljam te, spoštovani eminenca kardinal. Kaj govoriš? Kaj govoriš? Pravi, kaj potrebuješ? Navadno me pokličeš, kaj potrebuješ? Pravi, resnično ti pravim. Ker je v zamiku toliko ur iz evropskega časa do Argentine, je bil on pri zajtrku, v Rimu pa je bil Angelus, kjer je papež njega imenoval in izbral za to poslanstvo. Kaj bi se ti povprašal, kaj bi se jaz povprašal? Kaj naj storim, kaj to pomeni? In ko ga je povprašal na osebnem srečanju, sedaj v Rimu, ga je samo potrdil, da ga je za to poslanstvo preprosto prepoznal. In seveda, mi vsi, nekaj najtežjega, kar se mi v življenju lahko zgodi, ali pa zgodi se mi pa to vsak dan, je pogledati samega sebe v ogledalo. Ogledalo ne laže. Vedno pa ogledalo prinaša resnico, ki je na eni strani med tistim, kar sem, in globok prepad med tistim, kaj bi želel biti. In tukaj vmes smo mi vsi. In včasih nam to ogledalo nastavlja. Človek, ki z menoj živi, nekdo drug in nikoli ni ravno najbolj prijetno. Vedno pa je to tisto, ko samem v sebi pravzaprav priznam, kot pravi tudi Janez Krstnik danes, in Bogu hvala, ko
ko v tem času, v tem obdobju zgodovine, ko človek skoraj da misli, da je sam Bog, da prepozna, da jaz pa to nisem. Če je kdo temu povedal in nam dal prepoznati, da ni vse v naših rokah, je samo spomin par let nazaj na obdobje epidemije in koronavirusa. Imamo res mi vse v svojih rokah? Nimamo. In tudi Vinko kot kardinal s novim poslanstvom, z novo odgovornostjo, dodatno odgovornostjo in polno odgovornostjo mirno lahko reče v svoji nadškofiji, mirno lahko reče tudi nam, mirno lahko reče tudi papežu, jaz nisem Mesija. Prišel sem, da oznanim in prinesem evangelij nemočnim in ubogim, ki ga najbolj potrebujejo. In tam sem. In tu živim. V svojih močeh, nemočeh, predvsem pa z veliko prošnjo Bogu, po blagoslovu, po prepoznavanju, kaj evangelij in kaj Jezus Kristus želi v tem času in v današnjem prostoru. Ogromno breme iz njega, iz mene, iz nas vseh, pa se spusti, ko rečem, vsega jaz ne zmorem. Jaz lahko samo toliko, kolikor mi je dan. Gospod, ti daješ sad, Gospod, ti boš dal blagoslov, da bo beseda postala meso po naših krhkih, nemočnih besedah, rokah in iskrenih dejanjih. Ko v miru rečeš, samo človek sem, je to tisto, kar je mogoče največ, kar vam voščim v tem adventu. Dragemu Vinku, nam vsem, predvsem to. V tistem trenutku, kadar veš, da je lepo biti samo človek, sem pripravljen praznovati tudi božični dan. Samo človek. Jezus pa kot Bog in človek, rojen za mene človeka, da me bo v življenju spremljal, blagoslavljal, razveseljeval in da bo to veselje evangelija prinesel najbolj nemočnim in ljudem, ki ga najbolj potrebujejo. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, vseh vidnih in nevidnih stvari, v enega Gospoda Jezusa Krista, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog. Rojen, neustvarjen, enega bisa z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. I zaradi nas ljudi, zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. Se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in je bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. Je šel v nebes in sedi na desnici. In bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega Duha, Gospoda življenja, ki izhaja iz začetka,
ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo in ki je govoril po prorokih. In eno, kar sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam enkarstvo, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Brati in sestre, Gospod je Bog usmiljenja in tolažbe. On je naše upanje in moč. Zahvalimo se mu za njegovo dobroto in mu izrazimo svoje želje in potrebe. Prosimo te za sveto katoliško cerkev, naj se v teh dneh milosti z molitvijo in budnostjo prenavlja in utrjuje v veri. Prosimo te za državnike in vse, ki skrbijo za skupno blaginjo, naj bodo pravični do vsakega človeka. Prosimo te za vse, ki jih pestijo stiske in temine greha, naj v sveti spovedi doživijo tvoje odpuščanje in prejmejo moč za nov začetek. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za družine, otroke, starše in ostarele. Naj si zaupajo, se spoštujejo in ljubijo in z veseljem pripravljajo na tvoj prihod. Prosimo te za vse, ki umirajo nagle in neprevidene smrti, pa tudi zase. Naj radi molimo za umirajoče in srečno zadnje uro. Znašujem za vse svoje, za vse vaše namene, za vaše družine, za vaše delo, za vaše otroke. Prosim za slovensko cerkev, posebno pa tukaj v Brdu, kjer je mama bila rojena. To imaš v namen za vse. Za duhovnike, za katehiste in vsi, ki služijo v cerkvi. Naj bo to moja mast, to je namen te maše, kot zahvali in tudi, da bi dobili Božji blagoslov. Gospod Bog, zahvaljujemo se ti za moč in veselje, za upanje in ljubezen. Blagoslovi naša prizadevanja in usliši naše proščine po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Amen.
Molimo, brati in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo in vašo daritev. Gospod Bog vse naše življenje sprejmi v to daritev. V njej obnavljamo svete skrivnosti odrešenja in jih uresničujemo v sebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, mišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Vsi proroki so ga napovedovali. Devička mati ga je z nezakljivimi ljubezni nosila. Janez Krstnik je oznanil njegov prihod. In ko je prišel, ga je ljudem predstavil. Naklonil nam je milost, da veseli pričakujemo skrivnost njegovega rojstva. Takoj nas bo našel čuječi v molitve in veseli v prepevanju njegove slave. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalice v svojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ki po svojem Sinu, našemu Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki jih prinašamo, da naj postanejo telo in kri našega Sina, tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč,
ki je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil in dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil, ga počastil in dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Usmilji Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja v gnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in gledaj na jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s svojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, njenim ženom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi učenci, vsemi našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosim, da Gospod naš Bog naj bo da spravna daritev vsemu svetu v miri zveličanje, utrjuju in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, vse druge slovenske škofe, našega kardinala Vinkota, več škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse tvoje pridelovljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje pri družini, ki je zbrana pri teboj in privedi k sebi tudi vse svoje razkopljene otroke. Sprejmi dobroto v svoje kraljestvo, svoje naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem dališ svetu vse dobrine. O Kristusu, in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vikov. Pred Oče naš smo in hkrati, kot je že v uvodnem pozdravu omenila gospa, naj bo kardinal Misija, naj bo Ambrožič, naj bo Rode, naj bo kardinal Vinko, pravzaprav sadovi zgodovine, vere, mnogega trpljenja, izseljenstva
nemoči, poniževanja. In kakorkoli kdo hoče reči, lahko reči tudi, da papež ni tako mislil. Važno je, da je Bog tako izbral. Ni vedno tako, kot misli človek. In da v isti hiši danes, v isti hiši, s katere je Vinko sedaj prišel v Ljubljani, stanujeta in sta prispala dva kardinala. Dva Slovenca. Poznate državo, ki se to lahko je zgodilo v tej noči? Pravzaprav nikjer. V tej hvaležnosti za milost in dar, ki ga Bog daje, za moč, da lahko iz trpljenja v življenje se veselimo, predvsem molimo za Vinka, za njegovo poslanstvo, za vse to, kar ga čaka, kar ne ve, predvsem pomoči molitve in Božje milosti, da bo zmogel biti vesel pričevalec Evangelija. Skupaj pojmo Gospodovo molitev. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmili nam pomagaj, da se bomo varovali grehe in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dal. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, ko se izpolni tvoja volja. Po Krist, ki živiš in kraljuješ, vekomaj. Amen. Vir pravega miru je v Bogu. Razumevanje z bližnjim je pogoj za to milost in zato je tudi predpogoj za srečanje s Kristusom pri svetem obhajilu. Zato si Kristusov mir podelimo med seboj s stiskom roke. Oh,
sestre, gledajte, to je jagnje Božje, ki jemlje grehe sveta. Druživa ta kruh bo živel vekomaj. Obhajilo bo potekalo na več mestih, dva tukaj spredaj, eden pri Svetem Pelegrinu, eden sredi cerkve in tudi na koru. Pristopite do najbližjega, če ima pa kdo slučajno celkijo oziroma potrebuje posebne hostje, pa lahko počaka, bo ob koncu obhajila tudi dobil obhajilo. Thank you.
Molimo. Usmilili Bog, duhovna hrana in pijača naj nas očistita, varujeta pred grehi in napakami in nas pripravita na božične praznike po Kristusu, našem Gospodu. Še par oznanil in zahval v današnji slovesnosti. Najprej velika zahvala gospodu kardinalu Vinkotu, da se je glasil v naši župniji in nas obiskal. Naslednji teden začenjamo z božično devetdnevnico, še posebej lepo povabljeni tudi otroci in starši, da bomo romali proti Betlehemu s kipom Device Marije in Jožefa. Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k današnji slovesnosti, našemu župnijskemu pastoralnemu svetu, župnijski Karitas, tudi gospe županji in občini Lukovica in velik poklone za sodelovanje, našim ministrantom, narodnim nošam, našim dvema diakonoma, Domač in iz župnije Moravče, dobrodošla oba, našim pevcem,
gospodu zborovodju Mateju Kinku in organistu Mihu Zavrlu, res en velik poklonaj za lepo prepevanje. Pritrkovalcem, našim ključarjem, gasilcem, redarjem, krasilkama, vsem, ki ste čistili cerkev, prostovoljcem, ki ste pletli vence, donatorjem Cipris, gospodinjem in kuharjem za pecivanje ostale dobrote, gospevški kersnik za lepe mlaje, našim animatorjem za postrežbo in kuhanja vina in čaja, podjetju Mavrica za snemanje slovesnosti, fotografu Eriku Kralju Seršu za fotografije, podjetju Skočaj za donacijo lučk in zahvala tudi vsem lokalnim podjetjem, obrtnikom in kmetijam za izdelke. In velik poklonaj vsem, ki ste danes tudi prišli, priromali na Brdo, da smo skupaj lahko obhajali to lepo slovesnost. Po maši bo pa tudi pogostitev na trgu, tako da se še malo zadržimo, se poveselimo. Za gospoda kardinala bo tudi potekalo darovanje ofer. Boste prihajali tukaj okoli in potem šli skozi zakristijo, kjer boste tudi prejeli spominske podobice. Tako da želim vam lepo praznovanje in naj nas tudi dobri Bog blagoslavlja. Upajmo tudi s kakšno novo mašo, da bomo spet lahko pletli vence, ne? Je bilo lušten? Dobro. Sedaj pa predajam besedo še župnijskemu postranjemu svetu. Še majčkeno moramo počakati. Spoštovani kardinal, gospod Vinko Bokalič Iglič, v imenu farnega občestva Župnijskega pastoralnega sveta se vam iskreno zahvaljujem za darovano sveto mašo, ki smo jo doživeli skupaj z vami na nedeljo veselja. Zaradi vašega obiska smo to veselje doživeli še močneje. Veseli smo, da imamo med sabo moža, ki mu je Bog namenil čast in odgovornost kardinalske službe, moža, ki govori naš jezik, moža, ki ima družinske korenine v naših krajih. Veseli in hvaležni smo vam, dragi gospod kardinal, da ste si tako kmalu po umestitvi vzeli čas in so vas noge, ki na vašem kardinalskem grbu simbolizirajo misijonsko poslanstvo, zanesle med nas. Pogosto poudarjate, da ste s srcem in dušo misionar. Vaš sobrat lazarist Janez Puhan, ki nas je obiskal kmalu po vrnitvi s 30-letnega misijonskega delovanja na Madagaskarju, je dejal, da v današnjem času Slovenci bolj potrebujemo misionarje kot malgaši. Zato verjamemo, da bo vaš obisk med nami obrodil tudi nekaj misijonskih sadov in nam poživil vero. Sveta maša in besede, ki ste nam jih namenili, bodo še dolgo tlele v nas in nas spominjale, da je Bog z nami. Skupaj z vami se Bogu zahvaljujemo za milost vašega kardinalskega poslanstva in skupaj z vami molimo, da bi tudi v tej vlogi izpolnili Božjo voljo, ki vas je na to mesto pripeljala. Želimo vam obilo Božjega blagoslova na vaši poti pričevalca veselega oznanila, ki ga neutrudno prinašate v Bogu. Hvala vam in Bog vas živi. Samo še par besed, ne? Res
res smo ganjeni tega sprejema. Tu so naše korenine, ne. Tu ste se rodili, pa mama, ne, v tej pokrajini. Oni so nas rodili v Argentini, ne po vojni, ko so prišli v Argentino, no. Tako doma smo se naučili, kaj smo. Delovnost, skupina, ne. Ljubezen v družini, ne. Ljubezen do otrok. Lepo smo zrasli v tem, smo se zrasli med našim, ne, pa v skupini slovenske vasi, ne, to je bilo 120 družin, ne, veliko otrok, kot jih jaz danes tukaj vidim, ne, lepo, da imate otroke, ne. Ne bojite se imeti otrok, ne bojite se imeti. Otrok je življenje, je upanje. Naši ljudje, ki so prišli v Argentino, no, so imeli več otrok, no, in smo se zrasli med polhnim otrokom, tam v slovenski vasi smo. Smo svoje reči delali, ne, so se učili, ampak smo bili lepa skupnost. In to so potem je prišlo poklic, ne, v lazaristov, no, kot misionar. Jaz sem študiral v argentinski provinci, Joži, moj brat je prišel v Slovenijo, ne, da se je tukaj končal že svoje študije in potem je posvečen junija leta 77. Jaz sem bil posvečen aprila 78. Ne. To se pravi, da imamo že par let duhovništva. Ne. Leta 2010 so me klicali, da bi bil škof, ne, pomožni škof v Buenos Airesu. Ne. Se spomnim, ko me je takrat nunci klical, ne, sva se par minut, no, sem mu rekel, jaz nisem za tako reč, ne, jaz nisem pripravljen, da bi bil škof, ne. Končno me je zmagal nunci, rekel, si tisti naredil boto, no, kaj se pravi, kako se pravi? Voto, verjenje? Ti si naredil za obljubo, no, v Bostonu pa pokorščine, ne, ko je, prostite, takrat sem predvsem se vdal v Božji volji, ne, takrat je začel kot pomožni škof v Buenos Airesu. Par let smo bili blizu današnjega papeža Bergoglio, ne, smo pomagali, smo skupaj delali v Buenos Airesu. In potem je prišel v Rim. In po 3 letih, ne, tam v Buenos Airesu me je poslal to v novo škofijo v Santiago del Estero, to je oddaljena od glavnega mesta 1100 kilometrov, no, proti severu, revna pokrajina, zelo dobri ljudje, verni ljudje. In tam sem kot škof že, da je 10 let, ne, in letos se je par reči spremenilo, nas je močno banjivo, no. Prvo je bilo kanonizacije, ne, naše ženske, ki je rojena v Santiago del Estero, to je laična pomočnica jezuitov. So pa februarja meseca, no, nas je papež nam dal to novo svetnico za vso cerkev, no, to je Marija Antonija, svetega Jožefa, kot mi pravijo Mamantula, ne, to je za nas bilo res nekaj zelo lepega in nas spodbuda, da naprej delamo za Božje kraljestvo, ne. Sled leta pa je papež tudi Frančišek pozdravil našo škofijo kot naš škofijo, no, in mi je dal, da sem primas, no, v Argentini, zato tam v tem kraju Santiago del Estero, no, se je leta 1500 začela evangelizacija vseh naših držav, ne. In leta 1570 je bila ustanovljena prva škofija, ki mi je bila sedež tam v Santiago del Estero, no,
zato ki pa papež zdaj nazaj dal primas v Santiago del Estero, no? In da pa še tole, ne, še to, da je bil kardinal, ne, to sploh ni v mojih mislih, ne. Moje je oznanjevanje evangelija, ne, biti blizu duhovnikov, hoditi na fare, združiti se z mladinci, priverni, pomagati vsem laičnih moči, nekih je zelo veliko, hvala Bogu, jih imamo veliko katekistov, pa za liturgijo, pa za Caritas, pa za socialne dele, ne. To je moja naloga in tam sem srečen, da okrog ljudi hodim, ne. To je moja moč tudi, ne. Kaj bo tej noga kot kardinal, še ne vem. Sem že počas naučil, ne, ampak sem že naučil, kaj bo. Mislim, bom še naprej tam, da sem zelo vesel tam, kjer sem, ne. Z mano sta gospod Raul, to je generalni vikar od Santiago del Estero, Kristjan, to je tudi naš pomejen duhovnik Santiago del Estero, in so bili šiterje, ko so bili na konzistoriju v Rimu, a oni so šli nazaj, so meje svoje fare, so šli nazaj, ne, pa Jože, in tako so pa imeli bratje, Janez, pa Miha, pa Lenga, pa otroci so znamenj, ne. Srečen sem, res se presenetam, ne, koga nas imate radi, ne. Včasih mi se ne spomnimo toliko na naše korenine, zato smo z dušo in srcem v tem, ko imamo svoje posle, ne. Ampak hvala za vse, kar ste nam pokazali, ne. In se preprošam molitve, kot jaz mi ljudem govorim, jaz bom molil za vas, bom molil za vso to, za vašo faro, za duhovnike, ne, za vse, ki imajo odgovornosti v vaših farah, v kapelah, ne. Vas pa res prosim, pa vi molite za me, da bi bil dobri služabnik, samo to, dobri služabnik, ne, dobri služabnik ljudstva, da bi do konca življenja samo predaval, blagoslavljal, ne, vse, posebno pa tisti, ki so bolj prizadeti, no, bolani, samci, ne, ubogi, no, danes na svetu, ki ima čedalje več uboštva, ne, čedalje več, v naši Argentini in povsod se vidi to, ne, in naš delo je tam, ker ljudje čakajo, da jih kakšen posluša, da jih kakšen blagoslovi, da jim da pogumo, da naprej korajšno delajo, ne. To je naša prva delo, ne. To je, kot Kristus je šel med ljudmi, ne, posebno pa med bolniki, pa med prizadetih ljudi, tisti, ki so iskali kaj novega, no, kaj božjega, ne. On jim je dal pa zveličanje, pa je bil z njimi, ne, pa jih je blagoslavljal, ne. To je naša naloga danes, ne. Ne biti, za mene to ni imenitnost, da bi bil kardinal, ampak hočem biti služabnik cerkve, vse cerkve, posebno pa tisti, ki so bolj prizadeti, ne. Kot misionar, ne. Hvala lepa za vse, molimo en za drugega, da bi bili dobri kristijani, ne. In ne imejte, ne se bojite, ne. V Kristusu je moč, Kristus je naše upanje, ne, da bomo pa začeli jubilejni let, ne, ko bomo veliko molili in govorili o upanju, no. Naši rabimo upanje v tem svetu s takim problemi, ne. In se mora biti nazaj k Kristusu. V Kristusu bomo dobili življenje, srečo in smisel našega življenja. Vam želim vse dobro za vse. Hvala lepa za to lep sprejem, ne, in se bomo skupaj dobili, ne, v molitvi, posebno pa v vsakih maših. Hvala lepa za vse.
Hvala lepa gospodu Bernardu, Andreju, ne? Andrej nas je zmeraj tukaj sprejel, kakor je bil Vaščani Brda, ne? Hvala lepa Andrej, to je nas zgled duhovnika kot pastirja, ne? To je za nas zelo veselno. Kot da bi bili tukaj doma, nas je Andrej zmeraj sprejel, hvala lepa, molimo. Igorja, pa vse drugi duhovniki, Robert, lazaristovske skupine, vse, ki ste zdaj z manjo, no? Si vam dal slovesni bogoslov se. Bog z vami, Gospod je z vami. Vsemogočni in usmiljen Bog nam je dal v veri spoznati prvi prihod svojega Sina in nam daje upanje v njegov drugi prihod. Naj vas po njem razsvetli, posveti in obogati svojim blagoslovom. V življenju na tem svetu naj vas utrjuje v veri, razveseljuje v upanju in vznema v ljubezni. Veselimo se, da je rešenik postal človek in prišel med nas. Ko prije drugič v svojem veličastvu, naj vas osreči z darovi večnega življenja. To naj vas podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Bogu hvala.